want to do this. I don't want to do this shit. Oh my god, oh my god, oh my god, I don't want to do this shit. Holy shit, I don't want to do it. I don't want to do it. I can't do it. Oh shit, you're always pushing me to do this. I don't want to do this. Oh my god, I want to break up. I want to break up. Oh shit. Shit, I don't want to get me off. Get me off. Stop, 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 stop. Oh shit, oh shit, oh shit. I want to break up. I can't do this. I want to break up. I want to break up. I don't want to do this. Stop doing it. I can't. Oh, shit. This is big time. Oh, motherfucker. Stop, stop. No, we're not good. We're not good. You please don't make me do this. You're always making me do shit. I don't want to do it. Madonca je bil ta mesec res rdeč za kriptovalute. Jaz upam, da ste vsi ok in da niste utrpeli preveč izgub. Za tiste, ki pač ste, je pa moment odločitve zdaj tukaj. Odločitve, ki vas bo lahko ločila od večine ali pa ne. Torej, kje boste? Boste del večine, ki govori, da je kripto bullshit, piramidna shema, prevara in ne vem kaj še vse? Ali boste del manjšine, ki se bo zazrla vase in našla in poskusila popraviti napake pri sebi? Zapomnite si, razlika med 1% in 99% ni denar, ampak način razmišljanja. Ok, dovolj moraliziranja za danes, lep pozdrav, z vami sem Explicit in skupaj si bomo gledali, kaj se dogaja na kriptotrgu. Če se morda spomnite, sem 24. maja, ko je trajal še veliki padec, objavil, da kriptovalute kažejo znake preobrata in da se znajo obrniti navzgor. Vse, ki jih spremljam, so začele formirati padajoči klin, ki se je že prebil navzgor, kar je bullish znak. In res je, prišlo je do preobrata in kriptovalute so se končno obrnile navzgor. Ampak začelo se je dogajati nekaj čudnega. Skozi čas se je začelo izkazovati, da preobrat nima dovolj moči, da bi prebil prejšnje meje. Dajmo si pogledati, kaj nam zdaj o tem pravijo grafi. Bomo rasli ali pa nas čaka še en padec? Gledamo Bitcoin dnevni graf. Tukaj imamo označen padajoči trikotnik od prej, ki smo ga sicer zdaj prebili navzgor, ampak tudi če upoštevamo ti dve svečki, se še vedno izriše večji padajoči trikotnik. Poleg tega pa to izgleda tudi kot false breakout, ampak moramo še videti glede na to, kako se bo zaključila današnja svečka. Če se danes ta svečka zaključi, kot očitno kaže, da bo večja od tele svečke, to pomeni, da je bearish engulfing candle, kar je tudi zelo bearish signal. Poleg tega se tale vzorec imenuje medvedje nihalo, ki sicer se lahko prebije navzgor, ampak večjo verjetnost ima, da bomo šli dol. In poleg tega imamo tukaj še volumen. Enostavno ni volumna oziroma je vedno nižji, kar tudi kaže na nemoč. RSI tudi ni prebil meje 50%, kar je tudi bearish signal, in stochastic RSI se križa navzdol, kar počasi kaže na bearish momentum. Tukaj imamo sicer bullish RSI divergence, ampak cena ima ta glavno besedo in moramo spremljati najprej to. Moj trenutni zaključek glede Bitcoina je, da mislim, da imajo medvedi večjo možnost tukaj. Lahko se ponovno spustimo do 30.000, lahko tudi nižje, do 28.000, lahko tudi še nižje. Zdaj videli smo, kaj panika lahko naredi na trgu, ampak na teh določenih nižinah bo Bitcoin nabral več moči in se bo potem popravil v obliki črke V. Domnevam, da se bo popravil v obliki črke V, kar bi bil potem zelo bullish signal.
Ok, dnevni graf tržne kapitalizacije altcoinov. Kar je tukaj predvsem zanimivo je, da se formira naraščajoči trikotnik, kar je bullish signal. Ampak vsi dobro vemo, da je vse odvisno od Big Daddyja in to je Bitcoina. Tukaj imamo tudi druge pokazatelje. Volumen, ki je vedno nižji, RSI, ki ni prebil 50% in Stochastic RSI, ki počasi nakazuje na momentum navzdol. Seveda se lahko še vedno vse obrne. Volumen se lahko prikaže in kripto se nazaj dvigne. Ampak tukaj so še drugi grafi. Grafi, ki jih nihče ne gleda in ki so še bolj poudarili moje skrbi. To je graf dolgih pozicij, nakupljenih z vzvodi, in podatki so iz menjalnice Bitfinex, je sicer edina, ki nam daje te podatke, ampak je kar velika, kar dela te podatke tudi kar zanesljive. Kar tukaj vidimo je, da smo ravno pred kratkim dosegli najvišjo točko, kot tudi stopnjo prenakupljenosti, od katerih se zdaj počasi spuščamo. Največ teh pozicij se je nabralo prav med 16. in 19. majem, to je bil čas padca Bitcoina. Iz zgodovine tudi vidimo, naprimer tukajle, da smo največje padce doživeli malo zatem, ko se je Stochastic RSI spustil v spodnje belo območje, to je tukaj, in to smo zdaj, če pogledamo, smo že kar blizu, oziroma smo že v belem območju, ampak nismo še križali. Tukaj imamo graf števila denarnic, ki imajo na svojem naslovu znesek vsaj enega bitcoina. Temna črta je cena bitcoina, rumena črta pa število denarnic. Kar tukaj vidimo pri tem našem zadnjem padcu, če malo približam, takole, je, da ni neke velike spremembe v številu denarnic, kar pomeni, da strahu navkljub nek pozitiven sentiment še vedno je, torej ljudje kupujejo padce. Ampak, kaj če bi se še ta sentiment uničil, da nastopi panika in da ljudje začnejo prodajati po katerikoli ceni, samo da prodajo? Ne smemo pozabiti, zdaj imamo nove playerje na trgu, institucionalne investitorje in oni bi radi kupovali po čim nižji ceni. Poglejmo si še graf števila denarnic, ki imajo na svojem naslovu vsaj 1000 bitcoinov. Kar je naravnost strašljivo, je korelacija med številom teh denarnic in ceno bitcoina, kar vidimo tukajle. Bom malček približal. Ampak ta korelacija se je očitno 24. februarja letos končala, torej so začeli prodajati. In kar je skrb vzbujajoče tukaj je, da se med ta zadnjim padcem, ki smo ga imeli prej, ta denar ni vrnil nazaj notri. Sicer nam na tem grafu manjka par dni, imamo ga samo do 25. maja, ampak kar nam trenutno lahko pove je, da pameten denar čaka nižje cene. Pa smo prispeli do konca in da še odgovorim na vprašanje, ki ga postavlja naslov videa, je kripto pogubljen? Jaz mislim, da vsekakor ne. Vsekakor vidim, da so se začela postavljati neka nova pravila, o čemer bom naredil tudi video, ampak ne. Kripto vsekakor ni pogubljen. Ja, trenutno sem bearish, ampak stanje na trgu se lahko hitro spremeni. Upam, da so vam bile moje analize všeč, nikakor jih ne uporabljajte v svoje trgovalne namene, vedno naredite svoje analize in svoje raziskave, preden se spustite v trgovanje. Vsekakor se veselim tudi debate spodaj v komentarjih. Se strinjate z mojimi ugotovitvami? Se ne strinjate? Napišite mi od spodaj. Rad bi se vam zahvalil, da ste si ogledali video do konca. Če vam je bil všeč, mu dajte všeček. Če vam ni bil všeč, mu dajte ne všeček. Tudi to je dobrodošlo. Je vsaj napotnica za naprej, da vem, kaj delati, kaj ne. Delite ga s prijatelji in vpišite se na moj kanal, da ne zamudite naslednjega videa. Se vidimo. Čau!